Gospa Jera Petriček Hrastnik, vi ste glasbenica in ustvarjalka širokega spektra, bomo rekli, dirigentka, pevka, ustvarjalka, publicistka, prevajalka, pesnica. Kaj vas v tem času najbolj zaposluje? Verjetno kot vse nas, me v tem času najbolj zaposluje pravzaprav to, da skrbim zase in za svojo družino, da pomagam otrokoma pri opravljanju šolskih obveznosti, da kuham, pospravljam in vse, kar pride tukaj zraven. Si pa vsak dan vzamem čas za stvari, ki mi res veliko pomenijo in ker trenutno se je težko izražati preko glasbe, sem spet malo odkrila svoje pesniške želje in nagibe. Brskala sem po arhivih in odkrila svoje prevode ruske poezije, ki sem jih naredila za diplomo pred 10-11 leti. In sem se odločila, da bom to tudi malo ovrednotila in sem v ta namen sestavila spletno stran. K sreči pa lahko vsaj še pojem, ker s svakinjo imava duet in duo in lahko tudi v karanteni ustvarjava glasbo. Preden vas vprašam o vašem glasbenem ustvarjanju, morda še eno zelo klasično vprašanje, ki pritiče temu času. Kako vam gre zdaj v teh časih na Dunaju? Kako obvladate korono? Moram reči, da gotovo spadamo med bolj privilegirane na tem mestu. Imamo en košček zemlje, kjer bomo zgradili hišo, tako da smo lahko veliko zunaj tam delamo. In v stanovanju imamo tudi zaenkrat kar dovolj prostora, imamo inštrumente, tako da pozimi ni tako hudo, no. Poleti je pa v mestu mogoče bolj utesnjeno, čeprav Dunaj je izredno velik, ulice so široke, ogromno je zelenih površin tudi okoli stanovanja, tako da vsak dan gremo na sprehod. Tako da pravzaprav nam res ni hudega, no. Vi ste ustanoviteljica Slovenskega komornega orkestra, ki deluje na Dunaju, in v njem ste povezali dobršni del tistih ljudi, glasbenikov, ki živite na Dunaju. Kakšen je bil pravzaprav vaš motiv? To je bila želja že prej. V Slovenski cerkvi na Dunaju se srečujemo nekateri izmed teh ljudi in tudi vodja Slovenskega kulturnega centra na Dunaju. To je s sedežem v hotelu Korotan, ki je tudi en del Slovencev tam, študentski dom in hotel. Je pa kot pri vseh slovenskih, bi rekla, društvih ali dejavnostih, tako da nikoli ne moremo vseh pritegniti. Na Dunaju imamo še to dodatno stvar, da so precej se držijo skupaj koroški Slovenci in Slovenci iz Slovenije, matične domovine. Vsak ima tako rekoč svoja društva in tako naprej. Najbolj jih povezuje Slovenska iniciativa Dunaj, ki je res ste ustanovili dve gospe, ena Slovenka in ena koroška Slovenka, in te najbolj uspešno povezujejo. Širši krog so pa namenjeni predvsem otrokom. Imamo lutkovni abonma, imamo gledališko skupino in tako naprej, tudi potem bralni klub in tako naprej. Orkester je pa predvsem zato, ker jaz osebno se bolj gibljem v krogu glasbenikov in v ta orkester so seveda najprej bili povabljeni ti, ki so moji osebni prijatelji, in seveda moj mož kot prvi. Vaš mož je bil prvi med slovenskimi glasbeniki po dolgih letih, ki se mu je uspelo pridružiti Dunajski filharmoniji, najprej seveda Dunajski operi. Potem so mu sledili še drugi. Drugim je pravzaprav utiral pot. Ja, tako je. Tudi pač po njegovi zaslugi smo tukaj na Dunaju in moram tudi pač reči, da k sreči nam zaenkrat tudi še ne gre slabo, čeprav so možnosti nastopanja omejene. Je vseeno Dunajska filharmonija in opera so tako pomembni za Avstrijo, da tukaj pri financah tudi se zaenkrat nam še ni poznalo, ker pa ne morem reči za vse glasbenike.
Se pravi, Slovenski komorni orkester je mišljen kot tudi neke sorte orkester, v katerem se tudi vzgajajo mladi glasbeniki. Se pravi, te bolj izkušeni, že uveljavljeni so na nek način vodje v orkestru in potem delamo s študenti, ki študirajo na Dunaju in potem po potrebi pač tudi koga drugega pokličemo, glede na zasedbo. Pa gre za to tudi stik in prijateljske stike in pa tudi poklicne stike med uveljavljenimi glasbeniki in študenti. Vi ste dirigentka, prav veliko žensk v tem poklicu še ni. Kaj vas je pravzaprav nagovorilo, da ste se lotili tega početja? Jaz sem hodila na škofijsko klasično gimnazijo v Šentvid, kjer je zelo močno zborovstvo. In tam sem opazila, da meni srce najbolj zaigra ob glasbi. Vedno sem se odločala med ogromno stvarmi, še vedno počnem veliko stvari, ampak tisto, kar moje srce najbolj vleče, je zagotovo glasba. Sem že kot otrok igrala več inštrumentov. Začela sem s flavto, potem sem še violino in tolkala igrala že v osnovni šoli v Žalcu. In ta različni zvoki inštrumentov so me vedno privlačili, ampak noben od njih mi ni omogočil tega, kar sem nekako želela. In potem sem prišla do tega, da me ta poklic izredno zanima, dirigenta, delo z ljudmi, nastopanje, predvsem pa to ukvarjanje z zvokom in iskanje tistega, kar nekako instinktivno čutimo, da je ta pravi glasbeni izraz. Ali je to, da ste dirigentka ženska, prednost ali se je treba bolj potruditi, da pridete do kakšnega dela te vrste? Najprej moram reči, za večino stvari, ki sem jih dobila, priložnosti, so mi pomagale ženske, organizatorke, tajnice in tako naprej, producentke. Zelo, zelo veliko ženskam se imam zahvaliti za priložnosti, ki sem jih dobila. Mislim pa, da je to na nek način podoba družbe, da tukaj pri dirigiranju ne gre za neko specifiko, ampak gre za to, da se ženske v bistvu učimo še vedno, kako na svoj način, na ženski način nastopati v določenih pozicijah, predvsem v vodstvenih pozicijah, kako brez, bi rekla, grenkobe, kako brez nasilja, brez agresivnosti nastopati. Recimo vidimo zdaj že ogromno premierk, predsednic in vodilnih političark po celem svetu se uveljavlja postopno in enako je tudi na področju dirigiranja. Vedno več je žensk, ki so resnično uspešne in priznane. Je pa nekaj tudi teh medijskih, bi rekla, trenutno je to bolj atraktivno, bolj se piše o tem, kot je trenutno celo bolje biti ženska kot dirigent, ker si bolj zanimiva. Mislim pa, da imamo tle še kot družba veliko za narediti, da bomo ženske se znale dostojno sebi postaviti v vse družbeno pomembne pozicije. Zagotovo. Na svoji spletni strani pravite, da ste glasbenica zvoka, giba, besede in tišine. Kako pomembna je pri ustvarjanju in poustvarjanju tišina? To je tudi malo parafraza na to slavno prevode provansalske poezije Borisa Novaka. Glasbenica tišine je ena od teh, ne vem, pesmi ali citatov. Tišina je kot začetek in konec. Začetek ustvarjanja je to, da se pustiš poglobiti vase, zato potrebuješ tišino. V resnici tišina verjetno ne obstaja, ampak je pa nekak ideal, ki nam pol pomaga, da se odpremo ustvarjalnosti, da se odpremo sami sebi in na nek način se začne in konča s tem. Poleg tega pa, recimo, ko sem bila enkrat v Dunajski državni operi, me je izredno presunila izvedba Traviate, ki jo je dirigiral Marco Armiliato, ker je znal v poteku same opere ustvariti trenutke tišine, ki so bili zame, so imeli največji naboj od vsega in nikoli ne bom pozabila tega. To je nekaj takega, kot zna dober govornik presekati s tišino, z dramatično pavzo
in zbuditi pozornost pri gledalcih, če jih je že odneslo kam drugam. Nedvomno, ja. Moram vas vprašati, kakšen je pravzaprav vaš umetniški kredo? K čemu stremite pri svojem umetniškem ustvarjanju? Zadnje čase precej spremljam ustvarjanje oziroma, ko bi rekla, Alenko Rebula in Josipo Predek, ki se ukvarjata z eno teorijo, ki se imenuje vera vase. In tudi prebrala sem knjigo Clarice Pinkola Estes, Ženske, ki tečejo z volkovi. Imamo veliko ovir na poti k temu, ampak zame je cilj in želja to, da bi bila to, kar sem, da bi odkrila svoje globine in jih izrazila, da bi dala to, kar sem. Ne, da bi poskušala biti nekaj, kar nisem. Tako da to je mogoče moja največja in življenjska in umetniška želja, da bi iskreno pač prispevala to, kar sem. Kljub vašim širokim znanjem, kako težko se je v svetu, kjer nas nenehno bombardirajo z informacijami različnih vrst, nekaj je pozitivnih, večina pa je negativnih, kako težko se je v tem svetu torej prebijati in si poiskati svoj prostor pod soncem, tudi kar zadeva svojo lastno eksistenco? Vsekakor mislim, da vsak lahko skrbi na nek način zase, da imamo veliko moč, da določenih negativnih vplivov tudi ne pripustimo, da se odločimo zase, da rečemo, ni mi treba spremljati Facebooka ali pa recimo želim si spremljati in bom to dojemal tako, da bom najprej premislil, preden bom odreagiral ali pa da si bom vzel čas, da ne bom takoj reagiral. Sveta ne morem spremeniti. Se pa učim, no, mogoče to moja močnejša plat, da sem to, kar sem in izhajam iz sebe, komunikacijo s svetom in predvsem s posamezniki, pa delam še na tem, no. Tudi vživljanje v druge in tako naprej. Tako da jaz ne bi krivila zdaj sveta ali pa kogarkoli drugega, ampak tukaj res še par povezav je treba ustvariti, da bom nekako našla tisto čisto pravo mesto in ne vem, ali zaposlitev ali pač več. Stvari so se že začele odpirati, samo v trenutni situaciji je res za ogromno kulturnih inštitucij tako težko, da preprosto ne moreš graditi naprej v tej smeri, no. Potem se opreš na tiste stvari, ki grejo, ki so, in si vzameš več časa za družino. Tako da vsekakor bi rekla, ni mi dolgčas, ni mi nič hudega, ampak gotovo so pa tle še določena področja, na katerih moram še zgraditi pač trdne temelje. Sveta se res ne da spreminjati, ampak slab se vendarle začne s prvo kapljico. Kakšni izzivi so pred vami na področju glasbe? Kakšne projekte pripravljate? S Slovenskim komornim orkestrom Dunaj smo zdaj dobili finančno podporo mesta Dunaj, v okviru katere bi radi izpeljali letos 3 koncerte, 3 kratke koncerte. Prav, to so taki posebni koncerti, namenjeni vsem, kot je naslov, glasba za vse. Matinejski koncerti, ki trajajo od pol ure do 40 minut in so tudi moderirani, so primerni tako za otroke kot za odrasle. In bomo v to tudi vključili precej sodobne glasbe in pa tudi nekaj starejše. Tako da je res taka stvar, ki v današnjem svetu, ko smo navajeni hitro, iz enega konca na drugega in tako naprej, bo to en tak, rekla, kot neka šolska ura tišine in poglobitve in spoznavanja tudi novih glasb. Terminsko se bomo seveda morali prilagoditi tej epidemiji. Praznujemo na primer 90-letnico velike ruske skladateljice Sofije Gubajduline. Izvedli bomo tudi dela Tadeje Vulc in tako naprej.
gledamo na to, da tudi skladateljice predstavljamo in tako naprej. V marcu naj bi imela 2 koncerta, ki vedno bolj izgleda, da jih bo težko speljati, s polprofesionalnim orkestrom na Dunaju in v Sloveniji tudi enega, to ne vem, če lahko rečem točno podrobnosti, ker še nisem dobila potrditve. Potem, ja, pa še ob 30-letnici Slovenije tudi načrtujemo izvedbo kantate Svetloba mladoletja Damjana Močnika tukaj na Dunaju. To bo pa v komorni zasedbi, če ne bo možno z zborom in z orkestrom, bomo naredili malo bolj komorno, ampak bomo obeležili 30-letnico slovenske samostojnosti. Vi ste, kot pravite, tudi pesnica in ker se s tem v zadnjem času tudi miselno ukvarjate, kaj snujete na tem področju? Tako je, da sem napisala 2 zbirki in potem zdaj dolgo let nekako nisem se s tem ukvarjala. Zdaj pa pred kratkim se je ta izvir spet odprl, ali kaj bi rekla. Tako da vse, kar si želim trenutno, je, da pustim temu navdihu prosto pot. In tudi sem že dobila odzive, no, da si želijo videti celotno drugo zbirko, tako da tudi to bom postopoma verjetno objavljala na spletni strani. Večjih ambicij pa zaenkrat nimam, no. Mogoče bo do kakšne izdaje prišlo, ampak tu še nisem veliko razmišljala. Gospa Jera Petriček Hrastnik, lepo se vam zahvalim za tale klepet in vam želim vse dobro, vam in vaši družini. Najlepša hvala.